in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kopčija, tebe rede. Za uksi prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, našel ju boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prijemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal. Hvala lepa, Matjaž Pikalo, za uvod v današnje praznovanje z Vodnikovim dramilom, tako kot se spodobi. Kot veste, smo letos začeli Vodnikovo leto. V naši sredi posebej pozdravljam ljubljanskega pomožnega škofa, doktorja Franca Šuštarja, lepo pozdravljeni. Vse vas, drage bralke, bralci, poslovni partnerji in vas, dragi sodelavci in sodelavke. Pa predajam naprej besedo Matjažu. Hvala lepa, Manca, in hvala lepa za povabilo na ta dogodek. Dober dan vsem skupaj. Začeli smo s pesmijo Valentina Vodnika, ne zgolj zato, ker je letošnje leto Vodnikovo leto, spominjamo se 200. obletnice njegove smrti, marveč tudi zato, ker je bil Vodnik duhovnik, pesnik in urednik prvega slovenskega časopisa Ljubljanske novice. Zbrali smo se ob zaključku meseca verskega tiska, ob izidu prenovljene in posodobljene podobe katoliškega tednika Družina. Tednika, ki izhaja že 68 let in je ogledalo družbe skozi različna in odmevna družbena obdobja. Če je začel izhajati kot verski list Goriške škofije na 6 straneh, se danes lahko ponaša z 32 stranmi, sodobno obliko, prilogami. Ima svojo spletno stran, odmeven je na družbenih omrežjih. Skratka, je več kot sodoben. Pa se vrnimo še za hipec 2 nazaj k Vodniku in njegovemu znanemu refrenu, ki ga bomo slišali na koncu. Prepleten bo pa sodobno, to je mojo poezijo. Se upravičujem, ker bom brez mikrofona, pa upam, da se bo vseeno slišalo, kljub temu, da sem se pred nastopom ugriznil v jezik. Z rojstvom smrt spoče, usoda vsem zakleta, mlada so nam leta. Van na jezeru prebavi čoln v sanje, novo oko odpira temelje gradu in rimsko cesto. Suho odkladanje listov, vzdihovanje dreves na polju, most na zidu, zliti čas v žlinka.
ledu, drsalko v brodu. Slab dimnikov padajoč v nebo ptice ujati, pijano žito spodreže drevo. Novice, ki so najprej izhajale dvakrat tedensko, nato pa enkrat tedensko, so usahnile zato, ker so imele premalo bralcev, še posebej stalnih naročnikov. Teh težav slovenski katoliški tednik Družina nima. Nasprotno, pohvali se lahko z največjim številom stalnih naročnikov v Sloveniji. To mu omogoča razvoj v skladu s potrebami sodobnega človeka, bralca, aktivnega državljana in kristjana. Kako močne so te zaveze do bralcev, naročnikov, nam bo povedal direktor Družine Tone Rode, ki ga vabim k besedi. Prosim. Pozdravljeni, gospod. Hvala lepa. No in prav lep pozdrav vsem, zelo sem vesel, da se vas je tukaj izbralo v tolikem številu prijateljev, družine, podpornikov, tudi sotrudnikov, članov ekipe. Hvala vsem, da ste danes prišli. Je velik dan za nas, mogoče se tega ne zavedamo, pa je. Zato, včasih pravijo, da sem preveč dolgovezen, sem si zapisal, ker imam zapovedati, da ne bo zadeva preveč obsežna. Torej, končno je napočil dan, ko vam predstavljamo prenovljen tednik Družina. Res upam, da vam bo všeč, da bo postal resnično vaš, kot nekaj, kar cenite. Pa čeprav morda nikoli ne bo 100% po vašem okusu. A veste, kdor ima nekaj zares rad in zazna v tem vrednost, je pripravljen to sooblikovati s skrbjo, s spodbudo, tudi s kritiko, ki je vedno priložnost za izboljšanje. Takega odnosa si želimo še naprej z vsemi, ki nas berejo. Mediji že kar nekaj časa niso več monologi, temveč vse bolj dialogi. Uspešni mediji so ustvarjajo prostorje pogovora, oblikujejo skupnosti, so v dialoškem odnosu z bralci. Internet je to samo še bolj izpostavil. Tu lahko mirno rečem, da ima Družina prednost, saj je bila desetletja glas teh, ki niso imeli glasu in so bili v javnosti utišani ali zapostavljeni, vse skozi pa je bila blizu ljudem in to je njeno glavno vodilo še danes. Družina ima najprej zavezo z bralci. Bralci morajo v Družini najti pravi zbor informacij, analize, formacije in navdiha, novice in komentarje, ki vzgajajo kritičnega duha, izobraževanje in analizo, ki ljudem omogoča boljše razumevanje družbe in cerkve. Navdih v zgledih in resničnih izkušnjah o lepoti krščanskega življenja. Družina je doživela vsebinsko in oblikovno prenovo, s katero želimo navdušiti sedanje naročnike
hkrati pa z razširitvijo tem in novim pristopom do vsebin v svoj krog privabiti nove bralce srednjih let, pa tudi mlajše družine. Tednik je celostno preoblikovan, pomembna sprememba je v prilogah, uveljavljenim dragocenim uredniškim in novinarskim stebrom našega medija se je pridružilo tudi nekaj sodelavcem. Predvsem pa je uredništvo v tem času razvilo vsebinske poudarke, ki se bodo odsevali vsem, kar delamo. Da je vse, kar se dogaja okoli nas, predmet obravnave našega poročanja. Vse, od mednarodne politike do popkulture in športa, moramo gledati in preučevati skozi oči kristjana. Biti moramo še bolj odzivni in aktualni, še bolj mediji vseh Slovencev doma, v zamejstvu in v svetu. Pritegniti moramo tudi z lepoto naše oblike, grafik, fotografij in ilustracij. Skrbeti moramo za kakovost, zanesljivost in verodostojnost, ter se izogibati senzacionalističnosti. Ostati moramo svobodni, da bomo sposobni posredovati resnico, pošteno, sočutno in preudarno. Spodbujati moramo pogovor z drugače mislečimi in vztrajno zastavljati ključna življenjska vprašanja. Bralcem moramo zagotavljati še naprej varnost in domačnost močne razmišljujoče skupnosti in zanesljivega vira, ki je in bo trdno katoliški. Pisati pa moramo jasno, spoštljivo, sproščeno in preprosto za vse ljudi, z zdravim realizmom ter radostjo krščanskega upanja. O podrobnostih prenove bo kaj več povedal odgovorni urednik Boštjan Debevec. Jaz bi rad samo poudaril, da smo s prenovo šele začeli. Da je to prvi korak v dolgotrajnem procesu. Prenovi tednika bo sledilo preoblikovanje spletnega portala, tako da bo družina usklajen spletni in tiskani medij, ki se na novice odziva v hipu, tedensko pa prinaša izbor in analizo glavnih vprašanj časa, cerkve in družbe. Zatem pa bodo seveda prišli na vrsto še drugi načrti, s katerim želimo obogatiti in osmisliti življenje naših bralcev. Vsem je znano, da se mora danes človek vseživljenjsko učiti. Kdor tega ne dela, žal počasi na obroke ugaša, se oddaljuje od stvarnosti. Vseživljenjsko učenje in razvoj pa še kako potrebujejo slovenski mediji, če želijo svetiti, ne ugašati. Če želijo postati spet vroče blago, če želijo biti relevantni in blizu ljudem. Zato naj gre resnično velika zahvala vsem, ki ste dobesedno garali dolge mesece, da smo uspešno prispeli do tega cilja na poti. Hvala odgovornemu uredniku, urednikoma prilog, celotnemu uredništvu družine, ekipi tehnike in preloma, glavnemu oblikovalcu prenove, vsem poslovnim partnerjem, ki ste zagotovili, da je prenovljena družina danes resničnost. Tu ne bom podajal poimenskega seznama, sicer bi zagotovo koga pozabil ali izpustil. Hvala vsem iz srca za ves vaš trud, za kakovostno in uspešno delo. Že vnaprej naj gre tudi posebna zahvala vsem gospodom župnikom, ki nas boste to nedeljo prijazno sprejeli v svoje župnije in omogočili, da ljudem približamo in predstavimo prenovljeni tednik. Hvala tudi vsem oglaševalcem, tudi tem, ki ste danes med nami, ki ste že ali še boste razumeli, da so naši bralci tudi potrošniki, ki se nadpovprečno odzivajo na kakovostne storitve in izdelke. Najlepša hvala tudi vam, ki ste se odzvali vabilu in danes praznujete z nami. Nenazadnje pa največja zahvala Bogu, ki je naše delo blagoslovil. Naj ga blagoslavlja še naprej in vse dobro naše tradicije in zgodovine, naših temeljev in vrednot, ter vse nove ideje in načrte strne v izjemno celoto, ki naj raste in se razvija še naprej. Naj tako družina sveti s polno lučjo. Naj bo bralcem medijskih svetilnih v viharnih časih. Hvala lepa. Hvala lepa vam.
No, jaz sem z vso to kramo, dvema harmonikama še naprej analogen, prav nič digitalen in tako bom tudi nadaljeval. Leta 1969, pred 50 leti, takrat, torej, ko je bila družina stara 18 let, torej polnoletna, je uredništvo v prvi številki na prvi strani objavilo naslednjo novico. Družina stopa v svoje 18. leto na boljšem papirju, v večbarvnem tisku in z bolj pestro vsebino. Te številke se bodo posebej razveselili otroci. Zakaj? Njihova priloga Malin je zrasla od 2 na 4 strani. Katehetje bodo našli v njej močno oporo verouku. Prosimo jih, naj družino staršem in otrokom še posebej priporoči. Kaj je tisto novo, drugače od današnje prenovljene 5. številke družine, pa nam bo povedal glavni urednik, gospod Boštjan Debevec. Prosim. Lepo pozdravljeni, gospod Debevec. Hvala lepa. Tudi jaz sem si tukaj nekaj pribeležil, bom krajši. Gospod Tone, naš direktor, je povedal tak širok okvir vsega, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih, v zadnjem letu in pol približno. Najprej vse lepo pozdravljam, sem vesel, da ste v takemu številu prišli. Kot je bilo rečeno, je bila naša glavna naloga najti primerno vsebino oziroma obliko, eno pravo razmerje med obliko in vsebino, ki bo v krog dosedanjih naročnikov pritegnila tudi srednje in mlajše generacije. Vsi, ki delamo v medijih, vemo, da je to ena zelo težka naloga in zato smo tudi hodili po tujini, smo si ogledali nekaj dobrih praks, ki so v Franciji, Italiji, po drugih državah in nekako potem skušali najti ravnovesje med tem, kar družina danes je v svoji vsebinski naravi in obliko, ki je nekako v trendu sodobnega bralca, srednjih mlajših generacij, da bi to znali skupaj nekako pripeljati. Seveda so bili včasih celo diametralno nasprotna mnenja, tudi znotraj uredništva so se kresala mnenja in to štejem samo za dobro. Na koncu smo prišli do oblike, ki jo imate pred seboj. Že naslovnica nekako, mogoče še najbolj, je ena velika oblikovna sprememba. Dejansko smo si jo zamislili kot vrata. Ne več dolgih besedil, vodnika in prispevka, ki sta bila do sedaj, ampak vrata v vsebine, ki jih družina prinaša na tedenski ravni in ki do zdaj dejansko niso bile posebej izpostavljene, oziroma smo imeli gor tri kratke napovedi, no zdaj imamo to krat 2 ali pa še malo več, ker vemo, da imamo različne rubrike in vsaka rubrika prinaša zanimive zgodbe in je škoda, da to ne bi na nek način povedala že naslovnica. Glede prenove v oblikovnem smislu smo nekako dali največji poudarek na fotografiji. Vemo, da danes v času, ko so tudi spremenjene bralne navade naših naročnikov, bralcev, želimo več zračnosti. To je ena stvar in to smo dosegli z levo poravnavo, tako imenovano,
kjer dokazano se nekoliko lažje bere besedilo in vsebina. Druga stvar je, seveda so velike fotografije, predvsem kvalitetne fotografije. Potem je pa še, kar je zadeva vsebine, je pa to, da smo šli na nekoliko krajše članke, to je še oblika, ampak bolj strnjene. To pomeni, da od vseh nas, urednikov, novinarjev, zahteva v bistvu več napora, ker vemo, da krajše napisati je bolj zahtevno, vendar pa ohranjamo tudi prostore znotraj tednika in rubrike, kjer pa stvari poglobimo in kjer bo tudi prostor za strokovnjake, ki bodo teme poglobili in dejansko tudi kakšna strokovna vprašanja odgovarjali. To, kar je dejal direktor, je naša želja predvsem izhajati iz življenja. To je bil tudi moj moto, ko sem prišel na družino. Se pravi, iskati konkretna vprašanja, ki jih vsak dan prinaša, in osvetljevati iz krščanskega vidika. Tako, jaz se strinjam z gospodom direktorjem, da to je šele začetek.